Za ljubitelje dobrot slovenskih kmetij je tukaj podeželje v mestu Ljubljani namenjeno številnim kmetijam, ki se predstavljajo svojo dejavnostjo. Med nami je tudi predsednik Združenja turističnih kmetij Slovenije. Dober dan želim najprej, gospod Tušar. Dober dan tudi v mojem imenu in v imenu Združenja turističnih kmetij vas vse skupaj lepo pozdravljamo. In jaz pravim tako, če ćete doživiti prave počitnice, pojdite na kmetijo, tam si dobrosrčni ljudje, dobra kulinarika, poskrbeli bojo za vas, da bomo za vas, da se boste dobro počutili in da boste šli zadovoljni domov. In na zadnje se boste pol še vračali. Kako ste, zdajle je mesec maj, čudovit mesec, topel mesec, zadovoljni z obiskom na turističnih kmetijah po raznih krajih Slovenije? Ja, seveda, to je zdaj v bistvu različne kmetije imajo različne tipe gostov, ki jih tudi probajo skozi reklamo pridobiti. Recimo, mi imamo zdaj v maju mesecu vrtece iz Ljubljane in v bistvu vsak teden imamo en vrtec, pol pa čez vikend so pa še drugi gosti, ki pridejo, tako da smo kar zadovoljni sezono do zdaj, ja. Nam lahko na kratko opišete tudi vaše akcije, ki jih imate v okviru združenja? Ja, mi kot Združenje turističnih kmetij probamo čim več pravzaprav se obiskovati sejme doma, v tujini in danes je tle en dan, ki je pravzaprav namenjen meščanom. Smo kmetije prišli k vam v mestu, da se vam predstavimo, da vam povemo, kje smo, da vi vidite naše zmogljivosti, naše dobrote, že tle pokusite in pač se po vaši presoji se odločite, ali boste prišli k nam ali pa ne. Kolikšen je delež slovenskih in kolikšen tujih obiskovalcev na naših turističnih kmetijah? Ja, tako kot jaz, tudi to je različno, ne. Tam, kjer je zimski turizem, je kar veliko tudi naših gostov, ne, smučanje pa to. Tam poletje pa na večina kmetij kar prevladujejo tujci, recimo, ne. Čeprav tudi naši so v porastu napram prejšnja leta. Tako da recimo zadnjič smo dobili podatke, smo imeli skupščino in nas z Ministrstva za gospodarstvo povedala, ki so dobili na uradu, statičnem uradu, ta podatke se nočitve na turističnih kmetijah zvišale za 12%. To je kar dobro. Spodbuden podatek, a ne? Ja, kar spodbuden. No, kar tako naprej in hvala za ta prijeten pomenek. Hvala lepa tudi vam.